Dobrodošli nazaj. Dobrodošla jaz nazaj. Nekaj časa se nismo gledali. Smo v takih časih, da ni časa potem tele videe skupaj sestaviti, čeprav jih zelo rada. Tole je še en teden naših jedilnikov. Prvo smo naredili zelenjavno lazanjo iz cvetače, pa tehle paradižnikov, pa listov za lazanjo, ki jih ni treba kuhati. Paradižnik sem dala malo sladkorja, zato da ni toliko kislo. Star italijanski trik. Drugače pa sem naredila bešamel, v narekovaju bešamel, tako da sem zmiksala koruzo, tako kremo in pa sem to po sloju zlagala. Posula sem s sirom, ni pa treba, če hočete čisto vegansko narediti, lahko tudi to spustite. Fajn stvar. Pekla se je okrog 45 minut. Če sem dala baziliko pa origano, na koncu pa sir in tako tudi otroci pojejo več zelenjave. Samose in sabdži, to je taka malo indijska varianta. Samose so v bistvu narejene iz drugačnega testa, nekako tako kot naše te pite bureki. Sabdži je pa v bistvu iz ponve, mešanica zelenjave, tako malo bolj kremasta. Za izdelavo samos sem v bistvu kupila v Hoferju tortilje, pri nas jih imamo kar zmeraj v bistvu na zalogi v predalu. Polnozrnate, ki so take velike, 6, mislim, da jih je noter, in ko se jih prereže na trikotnike, dobijo tisto pravo obliko. Za filo sem naredila čičeriko pa grah, veliko peteršilja. V teh indijskih Hare Krišna takih prehrani je veliko tegale kumine, pa janeža, pa kurkuma, pa tudi ingver, tako da se treba malo poigrati, kaj vam paše. Pa naredila sem iz moke pa iz vode to lepilo za samose. Malo je treba se naučiti to zložiti, da ti ne razpade, zaviješ v tak žepek. Zdaj v originalu so ocvrte, to meni ne paše, no, ne bi ocvrli, pa jih naredim v pečici, pa so glih tako dobre. Lahko jih malo več namažete z oljem, so pol tako kot ocvrte, no. Zraven smo pa naredili sabdži, to je v bistvu iz ponve ena mešanica zelenjave. Te stvari sem se naučila na eni delavnici veganske prehrane v Hare Krišna restavraciji. Imajo ful dobre delavnice in tam, če jeste, tam spoznate odlične jedi. Sploh vegetarijanske pa veganske, imajo pa tudi delavnice, no, zdaj v tem času ne, ampak ko bojo spet, jih ful priporočam. Nekaj podobnega smo tam delali. Jaz sem dala tule pol samo vodo, lahko da ne tudi čičerikino moko raztopljeno v vodi, ali kaj, da tako malo bolj lepljivo rata, mogoče bolj na eno omako. Iz ostanka tele file za samose sem pa naredila polpete in naslednji dan je bil krompir v solati pa teli polpeti. Moji imajo zelo radi špagete, oziroma vse z morskimi sadeži, kar je, špagete, pico, rižoto. Tako da sem v Hoferju kupila tele mešanico zmrznjenih sadežev. Majčkeno sem jih odtajala v mikrovalovni čist malo. Potem sem pa tulele na česen pa paradižnik dala, da se kar odtajajo v ponvi.
da malo spustijo vodo. Lahko bi tudi brez paradižnika, ampak nam je takole bolj všeč. Sam sol pa poper pa česen pa peteršilj. Potem pa lahko damo deci vina, zdaj jaz zaradi otrok sem dala na žlico kisa, pa da je tudi tako malo za kisa in je čisto okej. Pa recimo kakšno belo vino, še boljše. Al dente špagete dam pa noter še, da se do konca skuhajo v tejle omaki. Ful olja, pa česna, pa peteršilja. Pa pustite, da se malo ohladijo, zato da popijajo tale ves sok. Če je pa premalo vode, premalo tekočine, je pa kar tole škrobnato, kjer so se kuhali špageti noter, da se lepo vse zlepi. In to je to. Potem smo naredili tudi pečen krompir s timijanom, pa na ponvi sem popekla šparglje z malo soli pa limone, pa tista piščančja prsa sem tudi popekla čisto tako, brez vsega. Samo začimbam, pa čičeriko za nemesojedce sem tudi dobro začinila. Dimljeno papriko, sol, poper, česen pa čebula v prahu. To bi mogli iti nekako na žar ven, ampak vreme ni sodelovalo, tako da smo na ponvah pekli tole, pa je bilo tudi v redu. Na vrsti spet pica domača s polnozrnatega pirinega testa. Pa smo pa sredi dela ugotovili, da nimamo več sira, tega naribanega, oziroma zaribati, pa smo dali kar tole feto pa mozzarelo in je bilo še boljše. S tole feto, verjetno s katerimkoli tem slanim sirom, je odlična pica. Veliko zelenjave čez, ena je bila šunko, ena ne. Vkusi so različni, no. Ful dobro. Mineštro smo naredili, Italijani rečejo pasta e ceci. Pravi zelenjava, pa čičerika, pa makarončki noter kuhani take mineštro. Mi smo bolj navajeni s fižolom, pa sem pa nekje videla, da se da tudi tole pasta e ceci, pač s čičeriko narediti. Pa sem po svoje dala tole zelenjavo noter. Na koncu oni dali kakor blitvo ali pa nek zelje, ohrovt, so vmešali na koncu to juho, da malo vini. Jaz nisem imela pa roki nič takega, tako da sem dala bučko, da je nekaj zelenega not, pa malo za barvo še rdečo papriko. Fora, da ne sme biti preveč vode, da ni to tako taka čist tekoča juha, ampak da je raven prav. Pa dodajate vodo, pol kasneje. Ok, to je bil naš jedilnik, upam, da so nove, zanimive reči, da probate kaj. Nam je bilo všeč. Čau!